Volkswagen ni najbolj posrečeno začel svoje elektrorevolucije. S prvim ID3 je bilo recimo kup težav, ki so jih potem s časoma zgladili, ostali modeli ID pa niso tako uspešni, kot so pričakovali. Ampak tudi oni se učijo in čeprav imam občutek, da bodo kmalu vsi potegnili ročno pri električnih avtomobilih in so vprašali, kaj dejansko počnejo, je zdaj na ceste prišel njihov najboljši električni Volkswagen, ID7 Tourer, mislim, kot da jih je sram starih imen. Variant je že dolgo leta karavan pri Volkswagenu, ampak ne, vedno se je treba zmisliti nekaj novega, čeprav je staro, super. V glavnem, če bi vam rekel, da je to električni Passat variant, bi takoj vedeli, zakaj gre, čeprav nista z njim v resnici niti približno v sorodu. ID7 ima čist posebno platformo, ki so jo Nemci razvili za svoja čist električna vozila. Nobene možnosti ni tukaj za klasične motorje, ker je že v osnovi vse zgrajeno okoli velike baterije v dnu, ki je hkrati tudi nosilni del karoserije. Včasih so bili električni avti visoki, zdaj pa že znajo baterijo zapakirati tako, da je lahko avto normalno visok in kljub temu prostoren. Razkošen v bistvu. ID7 Tourer ima ogromno prostora povsod, pa se tudi mora biti, ker je dolg samo 4 cm manj kot 5 metrov. Voznikov delovni prostor je isti kot pri limuzini in ker smo že tam pohodili počutje, ga lahko tudi tukaj. Ogromen zaslon je postal veliko uporabnejši, ker so bližnjice zdaj bližje. Me pa seveda tudi tukaj moti, da ni več pravih gumbov, ki jih lahko pritisneš, sploh teli na volanu so obupni in jih k sreči vsaj pri svojih klasičnih Volkswagenih spet zamenjali s pravimi. No, da se ne boste preveč jezili, imate sedeže še masažo, pa tudi sicer sta zelo udobna in super nastavljiva, kot v takšnem avtu tudi morate biti. Edina res očitna sprememba, ki ste jo verjetno sami tudi opazili v primerjavi z limuzino, je drugačen zadek. Prtljažnik v njem je 605 litrov od limuzinskega večji za dobrih 70 litrov, je takšne lepe pravokotne oblike, dolg, nakladalni rob je prijetno nizek, ampak mogoče še bolj pomembno, da je takšen Tourer oblikovno skladnejši in zato precej lepši na pogled. Skriva tudi tale gumb za vlečno kljuko, kar je super, dvomim pa, da boste z njim vlekli kakšne težke počitniške prkolce, ampak bolj vozili kakšna kolesa in podobno. In vožnja, enaka kot pri ID7. Ampak ker niste vsi videli tistega testa, pa vse moram povedati, zakaj nam je všeč. Ker je toliko udobna in tiha, sproščujoča. Avto res tako lepo umirjeno deluje, da si prav v nekem zen modu tukaj noter. Zelo udobno blaži neravnine po zaslugi dobre izdelave in seveda pogon je ves čez tih. Če je to za vas pomembno, boste težko našli bolje. Pa tudi same vozne lastnosti niso slabe, če mislite, da je to slab kompromis. Ker je pogon zadaj in se sprednji kolesi zavrtita levo in desno veliko bolj kot pri recimo Passatu, je občutek med vožnjo zelo dober. Ne bom rekel dinamičen, ampak takšen ID7 se lahko pelje kar precej hiter, če ni preveč spolzko, ker potem pa že pride do izraza velika masa 2,2 tone. Tudi velikost se pozna na zaprtih ovinkih, ampak spet tukaj pomaga krasna vodljivost, zato nima težav. In seveda pomaga še moč motorja, ker 210 kW, to je 286 konjev, sploh ni mal. V 6,6 sekunde pospeši z mesta do 100, da boste imeli občutek, kako hiter je. Ampak pri električnih avtih najbolj navdušijo vmesni pospeški, ko se počas pelješ in potem pohodiš pedale, recimo med prehitevanjem. Tukaj pa res pride do izraza ves navor, 545 Nm ga je tukaj in to v vsakem trenutku. Polnjenje je tudi pomemben del električnega avta, pri ID7 bom rekel, da je vse skupaj zelo povprečno. Poraba je sicer kar dobra, okoli 19 kvor na 100 km, zelo raznoliko vožnjo, kar pomeni brez težav doseg preko 400 km. Pri polni bateriji mi je prej kazati celo 450, je pa res, da so temperature prijetne in je potem tudi doseg dober, ne? Baterija ima sicer neto kapaciteto 77 kWh. Samo polnjenje pa 11 kW na izmeničnem in največ 175 kW na enosmernem toku. Pri Volkswagenih je moč polnjenja zelo oziroma preveč odvisna od tega, koliko je bila baterija polna, ko ste ga priklopili, tako da doseže tudi največjo moč itak, ampak ta kar hiter pade, ko se napolnjenost potem povečuje. In ravno zato ta avto ni za vsakogar. Kdor išče Passat na elektriko in pričakuje brezskrbno vožnjo na tisoče kilometrov dolgih poteh, naj pozabi nanj. Kdor išče moderen, udoben, privlačen, tih, močan, prostoren avto, ima doma polnilnico in ga ne moti občasno polnjenje na polnilnicah, ko bo treba majčkeno počakati, ne? Ta bo pa z ID7 Tourer zelo zadovoljen, ker je to brez dvoma najboljši električni Volkswagen do zdaj.